V avli hotela Terme na Čatežu je na ogled razstava brežiških likovnikov. Slike so nastale v poletni slikarski koloniji Vrbina Čateške Toplice pod mentorstvom likovne pedagoginje Urške Jekler. Organizirala jo je območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti, udeležili pa so se je člani Društva likovnikov Brežice in likovne družine kulturnega društva Franc Bogovič Dobova. Sodelovali so tudi posamezni ustvarjalci. Moram reči, da vsi, ki so sodelovali, so presenetili mene kot mentorico in nisem pričakovala, da imamo v tem domačem okolju toliko entuzijastov za umetnost in da razbrala sem iz tega dneva, da so res zelo uživali. Slikali so krajino, mentorica pa jim je pri tem pustila vso svobodo. Ni jih obremenila s kakšnimi posebnimi usmeritvami. Moram reči, da glede na to, da smo se prvič spoznali, sem nekako nisem bila preveč zahtevna v tej smeri, sem pa skušala, ker to je bilo ustvarjanje po terenu, po celotni Vrbini, Termah Čatež, tako da sem cel dan nekako potovala sem in tja in da sem se nekako skušala spoznati z njimi, v bistvu spoznati, kako ustvarjajo. Tehniko sem jim prepustila, ker enostavno sem želela spoznati, kaj oni delajo. In potem smo se na podlagi tega smo se pogovarjali, reševali likovne probleme, tako da je bilo v bistvu to tudi neko prijetno druženje. Za izražanje kreativnosti talent ni edini, saj se da marsikaj naučiti tudi na takšnih druženjih, kot je kolonija. Če nekaj delaš za sebe, kar te razveseljuje, potem je že v talentu tem, da to najdeš. Jaz nisem prišla iskati talentov, jaz sem se prišla pogovarjati o tem, kaj radi delamo, kaj nas usrečuje in da bodo lahko to naredili še toliko boljše, da bodo še bolj zadovoljni sami s sabo. Umetniško izražanje je povezano s stroški. Kljub recesiji se člani likovnih društev tej svoji strasti ne bi odrekli. Zdaj čisto odvisno, kaj si kdo zastavi. Če nekdo se usreči že na plaži, pa tiste kamenčke nabira in jih mogoče naredi v eno kompozicijo, pa ga že to usreči. Nekdo drug potrebuje tudi kaj več, kakšne dražje materijale, ampak bom rekla, vsak si najde to, še enkrat rečem, kar ga zadovolji in mislim, da kar si tudi lahko privošči na konec koncev. Jaz slikam že več kot 20 let. Na kolonije Javnega sklada se redno udeležujem, ker sem članica in predsednica likovne družine Dobova. V Sloveniji je navada, da se pri umetnikih izpostavlja, ali imajo akademijo, ali so samouki oziroma ljubiteljski slikarji, kar mnogim ustvarjalcem ni všeč. Pravijo, da v tujini tega ni. Glejte, kar se umetnosti tiče, smo vsi ljubiteljski. Jaz tu ne bi delala velike razlike med šolanimi ali pa ljubiteljskimi umetniki. Važno je srce in volja. Če gremo po vaši klasifikaciji, jaz sem ljubiteljska umetnica, ne samo slikarka, tudi kiparka in grafičarka. Drugače pa je treba podpirati vsako vrsto umetnosti, ne samo ali ljubiteljsko ali pa šolano. Odprtje razstave sta s svojim nastopom obogatila tenorist Marko Ferenčak in pianist Lucijan Cetin.